Hej, sva Andraž in Davor Oj. iz The Sweet Tech TV in po najnem zadnjem videu o prihodnosti pripogljivih telefonov sva se odločila, da se vrneva nazaj v sedanjost in jih primerjava s trenutnimi običnimi telefoni. Ker je Samsung trenutno eden od vodilnih v svetu mobilne industrije v segmentu prepogljivih telefonov, pa je že kar ta glaven, bi lahko rekla, sva se odločila, da bova naredila primerjavo med njihovo prepogljivo Z linijo in S21 Ultra, oziroma v bistvu celo S linijo telefonov. Preden pa začneva, se morava zahvaliti najemu partnerju, trgovini z računalniško opremo Lynx, ki naj jo podpira pri ustvarjanju telih videov. Hvala. In pa seveda vam, drage naročnice in naročniki, za vse tiste, ki še niste del naše skupnosti, prosva, da prepognete kazalec in kliknete na gumb za naročiti se na najen YouTube kanal, pa da naj jo spremljate še na Instagramu, Facebooku, TikToku in pa Twitterju. Ste zelo vljudno vabljeni. Guys, I'm happy too. Okay, come here. Ta video sva si zamislila tako, da bova boj med prepogljivci in običnimi telefoni razdelila na 5 kategorij, ki jih bova med seboj primerjala. Te kategorije so naslednje: prepogljivost oziroma dizajn, kamere, vzdržljivost, baterije in pa cena. Še to, veva, da imava od S21 linije pri roki samo Ultra, ampak kar velja zanjo, praviloma v veliki večini velja tudi za druge 21-ke. Tako da bo Ultra recimo kar predstavljala celotno linijo. Pa dajmo začeti kar pri prvi kategoriji, pri prepogljivosti / dizajnu. Tukaj ni veliko za povedati. Z Fold 3 ima 2 zaslona, manjšega zunanjega, ki je višji in ožji, prek katerega lahko komot tudi gledate vsebino, čeprav je to malo svojevrstna izkušnja, ker je zaslon res precej ozek. Lahko pa na njem tudi vidite predogled kamere in tako delate selfije z boljšimi hrbtnimi kamerami. Potem pa ima še velik prepogljiv notranji zaslon, ki je sestavljen iz 2 polovic in vam v iztegnjenem položaju omogoča, da gledate vsebino kakor na mini tablici. Oba zaslona pa imata 120 Hz osveževanje. Z Flip 3 ima tudi tehnično gledano 2 zaslona, mini zunanji zaslon, prek katerega se lahko javite na klic, vidite obvestila in prav tako, kakor na Z Foldu, lahko tudi delate selfije z boljšimi kamerami, ker isto služi kot predogled, da se vidite, ko slikate z boljšimi temi hrbtnimi kamerami, ko je telefon poklopljen. V tem pogledu je S21 Ultra v primerjavi z njima prav dolgočasen. Saj to standarden, običen telefon, ki ima sicer 120 Hz osveževanje in tudi ogromen zaslon, na katerega lahko spravite res Ampak gledajte tega. Ampak ne ponuja nobenih dodatnih funkcij in ne pritegne take pozornosti, ki jih s svojim prepogljivostjo in formatom omogočata njena sorodnika. Ampak tudi tukaj je prvi catch. Prepogljivost ima namreč svoje slabosti. Če vzamemo za primer Z Folda, gledanje vsebin na tako velikem telefonu oziroma zaslonu je res super, dokler so aplikacije optimizirane. Ampak če pa niso, potem pa ostane ogromen del zaslona neizkoriščenega in takrat je čisto vseeno, če bi imela appe odprte na navadnem telefonu. In pri Z Flipu. Ja, seveda je super telefon, oziroma je super, da ga lahko prepognete in pospravite v žep, James Bond, in da vam ne zasede veliko placa. To je super. Sam razmerje njegovega notranjega zaslona je še zmeraj malo čudno, ker je ekran tako visok in pa ozek, tako da tudi zanj aplikacije niso čisto optimizirane. Nažalost. Mimogrede, za isto težavo trpi tudi zunanji zaslon na Z Foldu. Če zraven vse to noter vključimo še dejstvo, da imata Z Flip in Z Fold na mestu prepogiba oba v dolbini, ki prekineta neskončnost zaslona in bosta za določene pikalovske uporabnike moteči, pa lahko vidite, da je S21 Ultra bolj poliran izdelek, ki deluje, ker gre za staro, dobro preverjeno formulo, ki deluje že 30 let. Yes, it's working. Ne naj jo narobe razumeti, kakor sva rekla že v prejšnjem videu. Samsung neke stvari probava rešiti s softverom, kjer so rešitve res zanimive in uporabne in jih je treba še pohvaliti za ta trud. Prek funkcije Labs lahko prilagodite skoraj vse aplikacije za Flex Mode, za oba telefona, recimo tudi Chrome in druge aplikacije. V nastavitvah lahko zaradi večjega zaslona hkrati vidite glavni meni in vzporedno podmenije, kar je zelo priročno, ker se vam ni treba vračati nazaj, da bi zamenjali meni. Ampak dejstvo pa je, če so prepogljivci, sploh Fold, zelo praktični v določenih ozirih,
pa so v drugih precej manj. Z Fold je namreč v prepognjenem načinu debelejši in pač manj praktičen za prenašanje okolj in pa telefoniranje, pa tudi tipkanje po njem ni glih optimalno, saj se pri tipkanju na zunanjem zaslonu hitro zmotite, ker je tipkovnica res precej ozka, tipkanje na notranjem zaslonu pa je mar nepriročno, ker je že skoraj prevelik zaslon, kar pa se teh stvari tiče, je pač S21 linija bolj praktična. Gremo na drugo kategorijo. Kamere. Če ste spremljali najin zadnji video, pa boste nekako že videli, v katero smer bo šla s tem. A ste? Z Flip in Z Fold imata dobre kamere. Z Fold ima kar 5 kamer v bistvu. 3 na zadnji strani in 2 selfie kameri, od katerih je ena celo pod zaslonom. In čeprav so kamere na pripogljivcih dobre, in se zmeri niso tako dobre, kot na S21. Težko bojo. Sploh v primerjavi z Ultro, če vzamejo prav najin primer. Razlika na hiter sploh ni tako vidna, če z objektivi snemate podnevi in v dobri svetlobi, ker so vse med seboj nekako primerljive. Vse so fotke dosti izostrene, subjekti so dosti dobro ločeni in dinamični razpon je dobro viden pri vseh. Če greste pa res podrobno gledat, pa boste videli razlike, ker so le razlike tudi v senzorjih kamer. Razkorak pa nastane pri bolj zahtevnih fotografijah. Pri zoomu Z Flip in Z Fold preprosto ne morete slediti Ultra, ki s svojim 100-kratnim digitalnim zoomom zajame več podrobnosti. Fotografije pa so čistejše in manj spikslene. Pa tudi pri 10-kratnem zoomu, ki je za Z linijo maksimalen zoom, se pozna, da ima sploh Ultra več podrobnosti na slikah, kot lahko tudi vidite na ekranu in to pri istem zoomu. Isto je pri nočnem načinu. S21 Ultra lahko v svoj objektiv sprejme več svetlobe zaradi precej večjega senzorja, kar pomeni, da so tudi fotke lepše in bolj izrazite. Če vsem pa so fotke na pripogljivcih odlične in na nivoju. Ja, da ne boste napačno razumeli. Je pa sigurno razlika, kar se tiče gladkosti pri preklapljanju kamer in snemanju videov, ki je pri S21 liniji boljša, sicer čist malo, ampak je opazna in bolj zadovoljiva. In kar se tiče notranje kamere pod zaslonom, prav gotovo je to višek tehnologije in bo v prihodnosti nadomestila najrazličnejše zareze in luknje za kamere, ampak trenutno so njene fotke inferiorne v primerjavi z S21 linijo. Dokler je subjekt en sam in je svetloba dobra, so selfiji še kakor toliko v redu in algoritem s procesom obdelave dobro skompenzira izostrovanje osebe, glede na to, da je kamera skrita pod delujočim zaslonom in piksli. Kakor hiter pa se v kadru najde več subjektov in je svetloba malo slabša, pa rezultati niso več konsistentni in je že na oko vidno, da selfiji niso tako dobri, kot so jih navajeni iz običnih telefonov. Na srečo vam za selfije pomaga tudi zunanji zaslon, ker pa so omenila že prej. In ja, seveda se bo v prihodnosti z razvojem tehnologije tudi kamera pod zaslonom izboljšala na nivo, da bo po kvaliteti čisto primerljiva z običnimi selfie objektivi. Ampak nas zanima stanje danes, v letu 2021 in zaenkrat to še ni čisto. I told you it's not ready yet. Niso pa tudi speksi vse. Recimo Z Flip ima, kar se kamer tiče, skoraj 80% lastnosti, ki jih ima S21 Ultra in podobne objektive, kot navaden S21 in S21 Plus. Lahko pa tudi naredi stvari, ki jih z Ultro ne morete. Ker se recimo prepogne, lahko z njim bolj enostavno delate selfie fotke in videoklice, ker deluje kot tripod, ki ga postavite na mizo, pa še selfie fotke lahko delate z veliko bolj kvalitetnimi hrbtnimi kamerami, česar z običnimi telefoni ne morete oziroma je zelo nepriročno. Ampak pod črto so tudi fotke iz Z Flipa in Z Folda čist primerljive za objavljanje na družbenih omrežjih in bodo opravljali svojo nalogo. Sploh pri Z Flipu, ker fotke niso čist na top nivoju, kot pri S21 Ultra ali pa pri iPhone 13 liniji, ampak naj je vse na dušu s funkcijami in kvaliteto fotk glede na ceno. Zanga Kamot lahko rečeva, da ima glede na vse povedano praktično flagship kamer. Tretja kategorija je vzdržljivost in tukaj imajo ljudje največ pomislekov oziroma predsodkov ponavadi, da so prepogljivi telefoni občutljivi, da se hitro poškodujejo, da se bodo prej ali slej obrabili in da se jih ne bo več dalo odpirati. Priznava, tudi sama sem imela že te pomisleke v preteklosti in čeprav je do določene mere še zmer mava, je Samsung naredil odlične in odločne korake, da proba kar se da zmanjšati tveganja za okvare. Res je, da ima S21 Ultra recimo certifikat zaščite IP68, kar pomeni, da lahko potopljena zdrži dlje cajta na večji globini in da ima Gorilla Glass Victus spredje in zadnji.
zaradi česar je res trpežen telefon, tudi če ga po pomoti spravite na tla. Res pa je tudi, da sta Z Fold in Z Flip 3 letos dobila vsaj IPX8 zaščito pred vodo, kar je za prepogljive telefone res impresivno, in da imata tudi one dva hrbtišča iz Gorilla Glass Victusa. Notranji ekran imata sicer prevlečen kao z bolj trdim steklom kot na prejšnji verziji, ki pa glede na to, da se pač prepogiba, prijetno ni ta pravo steklo, ne? Seveda, nikoli ju ne bi želeli pritisniti, ko sta v odprtem položaju, ker imata občutljiv notranji zaslon in na začetku celo dobite navodila, kako je treba z njim ravnati. Tudi mehanizem za prepogibanje se lahko pokvari ali pa sčasoma ob mnogih prepogibih preprosto odpove. Zlasti pa je neugodno, če noter pride umazanija. Taka je žal stvarnost prepogibnih telefonov, ki imajo več gibljivih komponent, ki so podvržene možnosti, da bodo tekom časa odpovedale, in to morate vzeti v zakup, če kupujete take naprave. Kakor morate tudi vzeti v zakup baterijo, ki je najna 4. kategorija. S21 Ultra ima res velikansko 5000 mAh veliko baterijo, ki jo tudi ob hudi uporabi komot zdrži 1,5 dni, medtem ko Z Flip in Z Fold svojima 3300 mAh in 4400 mAh velikima baterijama v tej kategoriji nekako zaostajata, sploh Z Flip, ki vam brez polnjenja sigurno ne bo zdržal do konca dneva, no vsaj v mojem primeru sem malo bolj zahteven uporabnik, ga filam ponavadi že nekje pri 30-40%, kar je zame ob dnevih res zahtevne uporabe že okoli 4 popoldne. Več o teh razlogih, zakaj so pač malo slabše baterije tle noter, pa so povedala tudi v zadnjem videu, da katerega bo link v opisu in tudi tle razgori. Za konec pa je na vrsti še zadnja kategorija, in to je cena. Pri čemer si bomo pomagali s cenami, ki jih ima za telefone Lynx postavljene v svoji trgovini. Absolutni zmagovalec je Z Fold 3 5G, za osnovni model boste pri Lynxu dali 1799 €, ker 500 € manj boste plačali za S21 Ultra 5G, ki jo pri Lynxu dobite za 1999 €. Najmanj pa boste dali za Z Flip 3 5G in sicer 999 €. Ni dvoma, da je Z Fold 3 telefon za sladokusce in recimo tehnološke entuziaste, kot so midva, saj midva nimajo dosti globokih žepov. Pač to je telefon za tiste, ki hoče imeti najnovejše telefone in hoče tudi izstopati iz množice, pri ostalih dveh pa se zgodba majčkeno bolj zaplete. Res je S21 Ultra na papirju praktično vsem boljša kot Z Flip, ampak ponovno, če ne rabite delati najboljših fotk, če hočete imeti lahek prenosen telefon, ki jo ne bo zavzel ogromno placa in se z radostjo spominjate tistih poklopnih mobilnikov, pol Z Flip res ni slab nakup in je edino vprašanje to, če bi imeli rajš njega ali pa obično S21 ali pa S21 Plus. Mimogrede, njiju pri Lynxu dobite za 848 € in 1099 € v spletni trgovini oziroma tudi na njihovi lokaciji. Tako, s tem so naredila hitro primerjavo med Z-linijo in S21 linijo Samsungovih telefonov, ki sta trenutno glavni njihovi liniji na trgu. Kakor vidite, obični telefoni zmagujejo bolj ali manj v vseh kategorijah, ker pač to je koncept, ki je res že povsem dodelan praktično na vseh nivojih. Ampak ne vas vse to ne zavede. Sicer je to pozen v videu, priznava, ampak dodejva še skrito kategorijo. To je X-Factor kategorija, ki midva prava wow faktor. In to preprosto pomeni to, da vas telefon ob pogledu in uporabi navduši. Mene televa siguren. Čeprav naju obični telefoni tudi vedno znova navdušijo, ko pridejo ven, je preprosto nekaj na prepogljivih, da se nama zmer nariše nasmeh na faci, ko jih uporabljava in da jih je res težko nekrat uporabljati, ko imate enkrat pred sabo zaslon, ki se razpre v večjega. To je tisti zadnji element, ki ga nobena specifikacija ne da in vam ga ne mora midva z grafikami narisati na ekranu. Preprosto morate iti ven in sprobati to, da bi sami videli zase. Maybe je res cajt, da to naredite in greste hitro v eno trgovino to sprobati. Tako, to je za danes vse z najne strani. Še enkrat se zahvaljujem Lynxu za vso podporo pri nastanku tega videa. Vse najne naročnike tudi vljudno vabim, da obiščete njihovo poslovalnico na Grški ulici 13 v BTC-ju, ki lahko kupite poleg vseh ostalih naprav tudi Samsungove telefone, ki so jih omenila danes v videu. Če imate kakšno dodatno vprašanje za naju, nam ga prosim postavite spodaj v komentarjih. Mi pa se kmalu vidimo v novem videu. Čau!